Takole, zdaj smo se pa malo preselila. Še eno interesantno temo imava. Olivia Newton-John. Ja. Ne vem, če ljudje sploh vejo, da si ti bomo z njo prav zelo simpatične odnose pravzaprav, ne? Ja, to pa je. Ona je pa en poseben del mojega življenja, res ne. Tako se je zgodilo. Jaz nje nikoli nisem poznal. Poznal sem John Travolta, film Grace in njo. Izjemna plesalka, pevka, luštna punca, tako. Nikoli v življenju se nisem doma midva skupaj šla, pa se je zgodilo tudi to. No, ko sem jaz snemal film Big River Man, smo začeli snemati v Sloveniji, so prišli Američani sem. No, potem sem šel jaz v Hollywood, v Les Flis, sem tam živel kar dolgo, smo tam snemali. In potem se je ta znamenita Amazonka začela plavanje. In ti filmarji so bili vsi iz Hollywooda doma in kar naenkrat nekdo prinese eno kuverto, ker ves material smo mi nosili takoj v Los Angeles, ki je bil digitalni, da ne bi ta vlaga uničila ta material, dragoceni material. In vsi filmarji, ki so nazaj prihajali, bilo jih izmeraj 5, mi prinese prvič eno kuverto, tako veliko kuverto, jaz odprem, gledam slike, luštna dama, Olivia Newton-John. Not pa še eno bela kuvertica, ne, pa pismo noter. To je taka ljubezenska pisma, bolj nekako, ne. No, pisma nekih simpatij od nje do mene. Ona je pač bila moja fenica, navijačica. No in teh pism je bilo zvedno več. Se pravi, sploh nisi poznal pred tem. Ne, kje pa nikoli nisem videl, ne. In teh pism je bilo potem, vsak je prihajal, vedno slike, pisma in tako naprej. No in zdaj bi sam še čas, kdaj se bo srečala, ne. In srečala so se zanimivo, ne v Ameriki, na Kitajskem so se srečala. S čim si jo pa najbolj fasciniral? Ne vem. Kaj je rekla? Ne vem. Fasciniral sem jo S pač. pogumom, Ja, vztrajnostjo. s tem pogumom, recimo, da nekdo si drzne plavati največjo, najnevarnejšo reko na svetu. Ona je pač želela spoznati tega človeka, ki je to sposoben narediti, ne. Kakšne tvoje intervjuje je poslušala? Ja, je poslušala, je gledala te novice, vse so ti filmarji, veliko posnetkov, ne. Ona je gledala to, se reče footage, ne, to srov material. Ker ta Marija Florio, ki je tudi Oscarja dobila za film Tibet, so one dve so zelo skupaj delali, ne, v iste pisarne, ta so bili vsak dan skupaj, Kret pa Srajca. In so se v meni seveda lepo pogovarjali in so te surove stvari gledali mene tam, ne, in je, pač v Oliviji se je pač zbudila neka simpatija do mene. To si bil pol ti njena muza, tako kot je bila Primicova Julija za Prešerna, ali kaj? Mogoče. No in končno so prišla skupaj na Kitajskem, v Ritz-Carltonu hotelu so se Pa še imaš ta pisma? Ja, imam vse še. To lahko objaviš, boš prodal za milijarde. No, Ne, šala. zaenkrat ne bi tega delal, ne. Imam tako skrito, tudi moj sin ne ve. Aja, Imam to spravljeno za sebe, za neki čas. pa je imela dar za pisanje. Ja, je tako, ne, ni pisala prav veliko, ne. Vedel sem pa, da ima čut, da pač neko ljubezen želi do mene prikazati, ne. A sta sorodna karakterja vidva? Ja, no. Mogoče potem, kar sem ugotovil, ne, ona je taka bolj majhna, drobcena, blonda. Pravi, da je take velike dece kot si ti. Ja, zelo taka srčkano bitje. Ko sem jaz plaval, kitaro igral, je ona kitaro igrala meni vedno v bazenu, pela. To je bilo v Ameriki. Ne, to je bilo v začetku na Kitajskem, pa A. pol kasneje pa drugje tudi. Tudi v Nashvillu sva bila tam. Je, pa koliko časa sta bila skupaj? Skoraj 3 leta, ne. Wow. Ja. In je hodila s tabo, če si imel projekte. Ja, smo kar hodili okoli. Koliko je bila stara takrat? Ja, ona je 6 let starejša od mene. A starejša je? Ja, starejša, A ja? ja. Ja, se zmeri predstavljam taka, kot je bila v Grisova, veš. Ma, jaz nisem gledal na to, vem, da ko sem jo spoznal, je bila taka mladostna. Pa še zmeri zelo luštna, ne? Ja, vrhunska, ne. Zato je bila moja največja napaka v življenju, ko sem šel stran od nje. Zakaj si pa šel? Ena druga je prišla vmes, ne. Ja, Ja. trikotnik. Ja, pač jaz tako, ne, jaz sem bil tam v teh filmih Hollywooda, zmagovalec Sundancea, bil sem po vseh Variety, vseh teh časopisih hollywoodskih, ne. In te kalifornijske ženske so zelo tako, ne, zelo take agresivne na to, ne. To je prišla ena dama, ne, vmes, saj sem jo potem predstavil. Ona ni taka tipična hollywoodska ženska, ne? Ja.
No, mogoče res, ne. Moja najdrugače Britanka, rojena je bila v Veliki Britaniji, potem je šla v Avstralijo, iz Avstralije pa potem potovala v Los Angeles, tam je začela nastopati. In, no, pač jaz imam v življenju en problem, to so ženske. Aha. Ja, in ne da jih iščem, ampak kar same pridejo. In jih je preveč. No, no rekel jih je preveč, ampak tako ne, se zgodijo neke simpatije, take posebne, moram reči, naj bo ena, naj bo druga, naj bo tretja. Z vsako, ki sem bil, imam dobre spomine, tako z vsako sem preživel neke vrhunske čase. In to je problem mojega življenja. Pri meni vse super teče, jaz sem zdrav človek, imam vse hiše, denar, vse imam. Ampak te ženske se kar prihajajo in odhajajo, ne. V moje življenje nobene ne osvajam. Pride, kakor pride, tako tudi odidejo. Se pravi, da je tako, da se z eno sicer dobro razumeš, ampak Ja. pa še na boljša pride. Potem pa pride še ena boljša, potem pa tako naredim ponovadi, da se srečajo. Aha. Da skupaj pridejo in se zmenijo, kjer bo pri meni A ostalo. ja, kar tako. Ja, tako, ne, ko bi karte špilal. Je pa najbolj že kar poligamijo odpreš lepo. Ne, Kakor Se- mormoni, ali kjer imajo. ne, bez da z mormoni veliko. Če sem z eno žensko, jaz sem z eno. Aha. Jaz nisem z dvemi pa s tremi. Jaz sem samo z eno. A in ta, ki je prišla, je bila tisti hip, je bila boljša kot Olivija. To je težko reči, za pogledati je bilo v redu, ne. Govorila je vrhunsko, lepa, atraktivna, res, ki še danes je taka. In potem sem pač Olivija izvedela, ne, da ona nekaj okoli mene hodi, so ji drugi povedali, ne. Ker vsi so vedeli, da je z Olivijo hodim, to so vsi vedeli. Sploh tih Hollywooderjih se vsi poznajo med sabo. In potem sem mogla leteti za West Palm Beach. Čak, to je bilo tam okrog leta 2000 ali kaj. 2009 se je to, 2009, aha. 2009 se je to začelo dogajati. Okay. Ta Briljantino so snemali pa še v 80-ih letih, ne? Ne, 70-ta leta. 70-te še. So bila 70-ta leta. Ja, Briljantina, ja. No, oni dve so se srečale skupaj. Odločitev je padla, da jaz to novo ostanem, ne. Kako pa, ja. Ne vem, mislim, A to ste se kar skupaj usedali ja, in... kar malo tako, ne, in no, jaz sem to naredil napako življenjsko, ne, mislim, zdaj ne moreš napake popravljati, ne. Jaz sem tudi v življenju naredil neke napake, kar se žensk tiče vsega, ne. In ne morem pomagati, to se boš verjetno v mojem življenju še dogajalo. Ampak tole tvojo prvo ženo sta se pa kar lepo razšla, mirno, prijateljsko. Midva, zato so šla tudi na razred, ne. Ona je vedela, da bom jaz v Ameriko šel, ona je vedela, da neki dan se bo zgodilo, ko me ne bo več. Ona je meni to večkrat rekla, ne. To je bila edina ženska, ki sem jaz osvajal v mojem življenju. Jaz ne osvajam žensk, to je bila pa edina in je ostala pri meni 31 let. Še danes bi lahko bila, če se ne bi to zgodilo v Ameriki. Zdaj je živa, zdrava. Vse super, vrhunska dama, res ne, jo pogrešam, kakorkoli, super mati mojih vrhunskih otrok, ne, to cenim. Pa se kaj vidita? Vse vidimo, vse pride tako, zmeraj kaj, ne. Ni pa, da bi skupaj prišla. Ne, to ni, mislim, ni. Mislim, procent možnosti sigurno je, ampak ona živi z drugim v vezi, Ja. ima druge stvari, ne. Jaz vem, da ona ima mene zapisanega za vekomaj, ne. Ta je pa mlajša od tebe, ne? Ja, ona je mlajša, ja. Ne. Kaj sta pa do otroka rekli takrat? Nič, otrok. A ste se strinjala? Nina je bila že Nina je študirala v Monte Carlo, potem je šla v New York na Kolumbijo. Borut je bil še z mano tukaj, ne, Borut se je tudi ni tako prizadelo, vse smo se še videvali, vse smo bili skupaj, se to ni bilo tisto, da bi bilo neke bombe pokale, ne. Ampak jaz uradno nisem bil več z njo, ne. Moji otroci tega niso doživeli kot neko travmo, ker so bili že odrasli. Meni so vsega dosti, do šolan so bili, naredili vse. Pri nas je to vse teklo in tako, ne, tle sem pa, kako rekel, da sem šibek, nisem šibek, ne, ampak Sicer tako, ne? Zdaj, če bi ostal z Olivijo, bi te pa še toliko bolj prizadeli to, da je umrla, ne? ja, zdaj bi pač podedal njen ranč tam v blizu Santa Barbare, ne. Ona je imela preko 100 milijonov še na računu. Ja, je bila kar močna, ne, bi tam 20 milijonov za mene bilo. Bi da so se dopisovala še A imela potem. kakšne otroke?
Je imela na hčerko. Ja. Ona je imela, takrat sem jaz spoznal, imela 5 hiš pa 3 konde, ne 3 stanovanja. Hudega je ni bilo. Ne. Potem sem jaz rekel, je rekel, da bo vse prodala, sem rekel, mi smo jih klicali Livi, ne, se nismo klicali Olivija, ona je bila Livi za mene, ne. Sem rekel, Livi, veš kaj, ne smeš prodajati vsega, eno hišo obdrži za hčerko, eno pa imej zase. Zdaj ne živiš, da si na Floridi trenutno, ne, ampak obdrži v Kaliforniji eno hišo. Konde je pa prodaj vse. Pazi, kaj delaš v življenju, ne biti naivna, ne nasedati takim stvarem, ne. Mi da so skupaj, to, kar rabimo, imamo vsega dosti. In to se je zgodilo tisto pol, ne. Če ne bi to obdržala, te 2 hiše, bi bilo hudo za njo, ne. Čekaj, da sta bila pol 3 leta skupaj, pol je pa še koliko časa živela, kar še? Ja, ona je lansko leto, ona je umrla, če smo zdaj 22 je umrla na jesen. Ja. 22. Prav 10 let potem, ko sta vidva šla narazen. Tako. Pa sta pol čist prekinila, sta še kaj komunicirala? Ma še so se videla, Aha. vse ona je bila skozi z mano. In ona, ki je takrat padla noter, je tudi padla ven pol? Ona se je spoznala z Olivijo, ona je zelo taka, zelo rada je imela, ne. Ja? To so bili taki srčni dialogi med nami, ker Olivija nikoli ni rekla nikomu žal besede. Vse, kar je ona pela, vse, kar je ona povedala, ne, je bilo tako kot kakšna glasba, pesem. Z njo se ne mogoče skregati bilo, ne, da bi vpela, da bi kdaj glas dvignila na mene, nikoli, ne. Ko vem, ko je vedno, ko je s meni prišla, se je vedno tako na mene nalemala kot lem, ne, in je dihala, tako da mi je srce poslušala. Ona je vedno, ko smo šli, je vedno iskala tak hotel, restauracijo, karkoli bil bazen, da sem jaz lahko plaval, ne, ker ona je vedela, da jaz moram pred zajtrkom vedno plavati, ne. In sem vedno vstal, tako da je nisem budil, in sem šel plavati. Ko sem pa nehal plavati, je pa že s kitaro sedela. Tako, ne. Ja, saj, kaj češ, življenje prinaša in odnaša. To je tako, ne, srečati. Se pravi, ta, ki je takrat prišla noter, z njo tudi nista bila ne vem koliko dolg, ne? Z njo sem bila dolgo skupaj. A, sta bila? Z njo sem bila. Par let. Več let sem bila, z njo sem potoval cel svet. Ona je po filmskih festivalih z mano hodila. 11-krat je bila to v Sloveniji. Vrhunska dama, moram reči, no. Ona je 20 let pela po Ameriki, nastopala. Ona je služila $1 milijon na dan, ne, bogata. Kaj? Ja, $1 milijon na dan je služila. Wow. Človek v celem življenju ne zasluži to, kot ona na dan delala. In jaz sem njo spoznal in zapravil. A kakšna znana jo mi poznamo? Ja, ni tako razopeta, ne. In potem, ko je moj sin bil pri njej, tam 2 meseca, tam, to je vsak dan je $10,000 na njem zakorela, sigurno, ne. Ni smel pogledati ne levo, ne desno, vse pokupila. Tudi, ko je prišla sem, tle pri nas staršem mojim, ko jim je vse kupovala, ne. Moji mami je bilo kar narodno. Sam potem je pa tako daleč prišlo, da moja, ne smem, vse pa ne smem. To ne smem povedati. Prav. Ker so pa stvari, sem skoraj bleknil že, ker sem toliko me je daleč prinesel, sem skoraj bleknil nekaj, kar ne bi smel povedati. In tako, no, jaz sem se fajn imel. Potem sem pa sam, ne. Pa sem pa spoznal tle to v Ljubljani, to Majo, ne. Sem jaz z njo 5 let, ne, zdaj pa tudi trenutno nismo skupaj, ne. Na kratko, čisto, ne dolgo nazaj, ne, si pač, ne. Tako, ona je prišla k meni, ne, tako se predstaviti, jaz sem ta pa ta, ne. In kakor je prišla, tako je tudi odšla, recimo. Aha. 5 letih. Sej je dolgo zdržala z menoj, v bistvu, ne, če že tako gledam, ne. Fajn so se imela, super. Čekaj, Olivija pol prav s tabo hodila, kamorkoli si šel, kako? Ja. Bolj jaz z njo, kot ona z menoj, ne. Bolj jaz z njo, ne, me je vabila, ne. Ne, pa če si plaval, kaj, pol na ladjo najbrž ni šla, ne? Ja, plaval nisem pol toliko več, ne, po Amazonki. Jaz sem prej delal speakinge, nastope sem nastopal po cel Ameriki, ne. In je ona s tabo hodila? Knjigo predstavljal, pa film predstavljal, pa nastope, ne, ker jaz sem nastopal po Ameriki ogromno. Sem delal ture po Veliki Britaniji 2 meseca. Koliko ti pa plačujejo za take nastope? Tam, med 5 in 20 tisoč evrov, ne. Za en nastop? Za en nastop, ja. Ni slabo? Ja.
To je tako, ne, vedno moram dajati za charity te dogodke, razen me prosijo, drugače ne boš dobil. Potem plača ekstra stroške, hotele, taksije in tako naprej, ne. Tle sem za Deutsche Telekom nastopil sem recimo 2 meseca po Veliki Britaniji, 2 meseca Južne Afrike, 2 meseca Švice, Liechtenstein, Luksemburg, Švica, vsak dan nastopi, 2 meseca delal, ne. Ja, to se kar, no, to agencije organizirajo, ne, moraš tudi agencije plačati te agente. To je najbolj plačan posel na svetu, ne. To Agenti. je, da recimo v 50 minutah zaslužiš recimo 10, 15, 20 tisoč evrov, ne. V 50 minutah, ne, samo to so redki ljudje, ki te dosegajo, ne. Ja, seveda. Največji speaker je bil Al Gore, ne, najdražji, ki danes ne obstaja več, so ga čisto eliminirali zaradi nekih stvari, ne. To so pa Bill Clinton, Obama, Michelle Obama žena, taki nastopi, Hillary Clinton, pa recimo Michael Phelps, zdajle dosega 60 tisoč evrov na speaking, ne. Ja, on je močan, ne. Nas Savo Žižek v Sloveniji je 2 speakerja, ne. To je Savo Žižek, Slavo pa jaz, ne. V mednarodnih teh krogih, drugače, jaz ko grem recimo v London, na HSBC Bank imam nastop, ne, pa reče 14 dni nazaj bil tle tvoj countryman, ne, Slavo Žižek, sem rekel oni, pa pravi, ja, tisti, Slavo je tako zelo energičen, ne. Pa tudi drugje, na drugih odrih, ne, midva se podajava kljuke, recimo, ne, to so te eminentna odra, na katere težko preideš, ne. To je tako, ne, jaz sem tudi za Bloomberga nastopil v Ameriki, v New Yorku, za Michaela Bloomberga, župana, sem ga srečal 3-krat drugače, kako ohraniti Manhattan čist. Na prvem nastopu so me zelo lepo sprejeli, potem sem pa nadaljeval to še, ne, ker so ljudje rekli, Martin, nas hočemo pa še videti, ki so me pol še vabili za Deutsche Telekom, T-Mobile, ne, to firmo za Telekome sem nastopil tudi, začel sem s headquarter v Bonnu, tam imajo glavno pisarno, ki sem srečal generalnega menedžerja, pomočnika in vse ostale, ki je bilo kar 32 držav, takrat sem prvič, pol pa kasneje, ne, tako, ne, odvisno, koliko si, ne vabijo me glih tako vsaki dan, ne, ampak je, če nastopim enkrat na leto, pa je dobro, recimo. Ja, saj. Ja, ne rabiš več. Zraven pa prodajam knjige, DVD-je, majice, vino, kape, vse, kar imam. Ljudje vse pokupijo, kar imam. Veš, kaj me zanima? Tako zdaj, recimo, da se je Olivia nate obrnila, je to, a si jo kaj spraševal o tem pol, je to njen normalen, Ne. da se kar ona nate obrnila, ne da bi čakala. A je že prej kdaj kakšnega fanta tako najdla, kako? Ja, se je bila poročena s tem Johnom, ne, ona je bila, ko sem jaz nas poznal, bila uradno vdova, ne, ker tam njen mož je tam nekje med Los Angeles in Havajem, nekje sred morja naj bi izginil, se utopil, ne. In ker ni bil najden, je bila polno proglašena za vdovo, ne. In potem, ko je vdova, se ima pravico zopet poročiti. In tega njenega moža bivšega, ne, ko ni umrl, so ga najdli v Meksiku. A so ga najdli? Živega in zdravega, v Ameriko se ne more vrniti več, ker ga lahko takoj v arest, niso naredili teralico za njim. Bil je pa problem, oni dva sta imela ločene biznise, se reče, poslovanje. Ona imela svoje stanovanje, avto, hišo, bančni račun, on pa svoje, ne. In on je šel predaleč, ona to niti vedela ni, kaj on počne za njenim hrbtom. On je zabredel v strahotne dolgove, kjer je bilo že, so ga iskali, njega bi verjetno ubili. Ker je vedel, kaj ga čaka, je izigral neko zadevo, pobegnil v Meksiko, se skril, zato klet ga ni bilo, potem so ga pa najdli, no. In Olivia, no, se pol si kasneje poročila, Johnom Esterlingom, tudi njega sem poznal, imel to firmo Amazon Herb. No, jaz sem ji rekel, ne, a se moraš poročiti? Ja, prav, imam ga rada, imamo dobro, sem rekel, Olivia, ne delaj tega. Livi, ne, kličem jo Livi, sem rekel, Livi, ne delaj tega, ne. Šla sta v Peru, poročila sta se. Čez 6 mesecev me je klicala, prav imaš čas, imam, se bo pogovarjala. Sem rekel, John, yes. Sem rekel, you don't need talking so much. I understand everything, what is going on. Sem rekel, vse razumem. Women, yes. Problem sem bil ženske. Pri meni
Niso problem ženske, ker ima meno, ne. On jih ima pa več čas, on je pa z večjimi ženskami, več bil, ne. Sem rekel, imaš kakšne želje? Pravi, rada bi te videla. Kje pa si? Sem v Los Angelesu. Okej, tako naredi, da ne bo John vedel, ko se bo srečal, ne. Pridem v Los Angeles, bo se pogovarjal. In ko se tako, ne, sva se pogovarjala vse, kako je, ne, kaj zdaj sledi. Se boš ločila, si žalostna, to ono, se kot to nikamor ne pelje. Ti s tem ne boš nič naredila. Če se bo zdaj ločila od njega, če bo šlo vse narazen, razkopala, to bo problem. Pusti stvari. Živi naprej, kot da se ni nič naredilo. Jaz sem to z njo govoril. Jaz sem bil kot healer za njo, kot zdravilec za njo. Ona ne, da ni imela mene samo rada. Meni je zaupala. In tako je ostalo. Potem ga je pa počasi prizemljila njega. Potem ga je pa počasi prizemljila. So se stvari začele normalizirati. Pa mi je spet klecala, prav, ja, Martin, sej. Zdaj v redu teče. A ja, pa sta skupaj ostala. Sta ostala skupaj do smrti. Aha. Do smrti njene, do lanskega leta. On je zdaj podledval to, kar bi jaz mogel imeti vse on vzel. Vse znar, vse ne vzel, ker ona je bila še toliko pri sebi, da je tisto testamenta, kako je napisala, ne, za počensko je napisala že, njemu je zapustila ranč, kjer on živi zdaj. Vse on se nasekira, ker je dosti čas danes, on je bil velik babik skozi, ne. On je za keklom letal tako in tako skozi, ne. Drugače pa tak lepotec. Medva sva se zelo dobro zastopila, zelo sva bila na nivoju. Jaz sem pa vedel vse, kaj se odzad dogaja z njim, ampak nikoli nisem tega komentiral. Nikoli, vedel sem pa čisto vse, v detajle sem vedel. Tudi ženske, ker meni ženske več pove, meni ženske vse pove, vse mi pove ženske. Izpovejo se mi, se zjokajo na mojih kolenih, vse mi povejo. Tako razočarane, ne, ker, no, to je taka debata, ko ni konca, ne. Sej. To je vse, občutljiva debata, ampak življenje teče naprej, ne. Jaz sem tudi to sprejel, da nihče ni nezamenljiv, da življenje, ne, life must go on, se reče, življenje mora iti naprej, kolesje. So težke travme, so težke situacije, neprespane noči, vse živo, jeza taka ona. Obvladovati moraš sam sebe nekje. Pa vedno je fajn, če imaš nekoga blizu, s katerim se lahko malo pomeniš, ne. Take stvari, ne, te občutljive teme, recimo, ne, tako partnersko življenje. Čakaj, takrat ste pa v istem kraju živeli tudi dolgo časa, kako? No, jaz sem živel Los v Angelesu? Arizoni, jaz sem živel med Kalifornijo, San Francisco, Los Angeles, Arizona, Phoenix, aha. Arizona, Scottsdale, tleh sem zdaj. To je bilo moj. San Francisco, Los Angeles, Scottsdale, dolina Phoenixa. To je bila moja pot skozi. Jaz sem med Kalifornijo, Arizono skozi potoval. San Diego malo vmes, tu sem se Kaj, tu si letel vsakič, ali kaj? Zdaj sem vozil z avtom. A vozil? Aha. Ja. Koliko je to? Ja, do San Francisca imam 11 ur pa pol. 11 ur. Los Angeles imam tam 5 ur pa pol. No, do nje, do Malibuja sem prišel v 6 urah, recimo, ne. Ampak tam rabim avto, veš, če jaz grem na letališče 2 ure prej, potem jaz tam letim, potem od tam, pa se štejem vse skupaj, pa jaz tam avto rabim, vse opremo imam noter, potem grem z avtom, ne. Čez kamot ga ni, veš, ne, so lepe ceste.